Danes v Pomurskem dnevniku v Lendavi dišalo po bograču. Prvi poraz Mure. Nove partnerske povezave Lendave. Začetek šolskega leta. Vreme, jutri bo deževalo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Lendavi se je odvilo največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji, Bograč Fest 2019, ki poteka pod okriljem festivala Vinarium. V Lendavi se je kuhanja bograča letos lotilo kar 100 ekip, zato ne čudi, da so bili organizatorji z udeležbo več kot zadovoljni. Veseli me to, da je letos kar 100 prijavljenih ekip, ki so se odzvali temu povabilu, so se prijavili, da poskusijo to, da bi dosegli kralja. Vsem sem zaželel srečno, da uspejo v tem, vsekakor pa želim, da se dobro družijo. Prvo je to, da se dobro imajo za svojo ekipo, svojimi sorodniki in prijatelji, se tu družijo in se imajo fajn, da odnesejo iz Lendave lepe spomine. To mi je v največje veselje in to jih verjetno tudi spodbudi, da drugo leto tudi pridejo. Madjar se je na to dotaknil še tega, kaj takšen dogodek pomeni za Lendavo. Za Lendavo, za mene pa za Lendavo Fest dosti. Glejte, tu je ena promocija širše, tudi bom rekel po celi državi, tudi navzven izza naših meja, kajti že sami udeleženci vidite, da prihajajo iz Hrvaške, iz Madžarske, iz Avstrije tudi nekateri in to, da nesejo Lendavo v tuje kraje, za mene je to čast. Vsekakor tudi pa je to, da posledično bojo prišli sem kasneje kot turisti, bojo tu bivali, mogoče tudi ostali in se pravi, da je ena turistična ponudba in tudi turistični znak za to, da tudi kasneje in bojo prišli in pač ponesli naše dobro ime v širši svet. Zadovoljstva ni skrival niti Romeo Varga. Po nekaj letih imamo spet 100 ekip, kar je po moje velik dosežek. Okrog 30 teh ekip ne prihaja iz Lendave oziroma iz tega ožjega okolja, ampak prihajajo iz celotne Slovenije, z Madžarske, z Hrvaške, tako da smo tega še posebej veseli. Je pa to seveda trenutek, da se zahvalim vsem Lendavčanom, ki pridejo kuhati bograč, ker brez Lendavčanov te prireditve ni. Sam je mnenja, da je Bograč Fest največja kulinarična prireditev v Sloveniji. Definitivno je Bograč Fest največja kulinarična prireditev v Sloveniji. 400 kg mesa, 3 različnih vrst, več kot 700 metrov zaprte ceste, več kot 100 ekip, takega dogodka v Sloveniji ni zagotovo, tako da nam smo še posebej ponosni, zato ker prihaja iz nas samih. Se pravi, to ni nekaj, kar se da kupiti, da kupiš lep oder, lep band, najlepšo osvetljavo in najudobnejše stole, tega brez ljudi samih ne moreš izvesti. Kuhanja bograča pa se je lotil tudi letošnji zmagovalec šova Masterchef. Jaz mislim, da je definitivno skrivnost dobrega bograča že sam začetek, torej pravilno prepražena čebula. Če gre pri prvih korakih kaj narobe, potem je to tudi negativno za sam okus na koncu. Mora biti tudi mehko in lepo prepraženo ter sočno meso in lepo začinjeno, ter na koncu kakšen čili za tisti spicy okus, to je tudi kar da piko na i. Kot pravi, je kuhanje bograča v Lendavi manj stresno kot kuhanje v oddaji. Ne, ni takšen pritisk kot recimo na televiziji, je res izjemno sproščeno vzdušje in je super, jaz zelo uživam. Ste že kdaj pripravili bograč? Bograč sem že pripravil, ne sam, ampak z babico pa z mami pa velikrat. Zmage se je tokrat veselila ekipa Dolgovaščanov, drugo mesto je osvojil nogometni klub Čentiba, tretji pa so bili Pikado Tim Netko. Nogometaši Mure so v Kidričevem doživeli prvi letošnji poraz. Domači so bili boljši z 2-0, Ante Šimundža pa je dejal, da so v zmagovalcu odločale malenkosti. Mura je v 8. krogu prve lige Telekom Slovenije doživela prvi letošnji poraz. Aluminij, ki ga je Mura lani premagala na vseh 4 tekmah, je bil tokrat boljši z 2-0. Domači so povedli ob koncu prvega polčasa, ko je neodločnost Murine obrambe kaznoval Matic Vrbanec. Končni izid tekme je z nesrečnim avtogolom v 91. minuti postavil Matic Maruško. Ante Šimundža se je po tekmi dotaknil razlogov za prvi letošnji poraz. Čvrst blok nasprotnika, čvrsta postavitev njihove obrambe, zelo nizko so stali, z naše strani v prvem polčasu premalo konkretnosti v igre 1-1, premalo konkretnosti pri predložkih. V drugem polčasu smo to popravili, enostavno Aluminij je bil za tole nijanso srečnejši, spretnejši,
osvojiti 3 točke, tako da lahko bi se obrnil tudi v drugo smer. Mura v prvem polčasu ni imela prave ideje, v to jo je prisilil nasprotnik. Prej bi rekel prisilno nasprotnik iz prostega razloga, ker mi smo se pripravili na to zaprto varianto 9 igralcev iza žoge, 2 bloka na strani. Enostavno iskali smo te medprostore, ko smo pa prišli v te medprostore, ko smo želeli, da to odigramo, je pa nam nekaj zmanjkalo. Ali se nam je žoga malo odbila, ali smo izbrali napačno odločitev, dribling v napačno smer, ali je bil predložek na mestu po zraku, je bil potleh in tako naprej. Enostavno odločitve niso bile tiste prave in mislim, da je to prevagalo na njihov stran. Pred Muraši je zdaj reprezentančna pauza. V vsakem primeru bi bila dobrodošla iz prostega razloga, da se novinci čim prej infiltrirajo, da še bolj začutijo Mursko Soboto, da še bolj začutijo sam slovenski nogomet, da bomo lahko v prihodnosti oziroma v naslednjih dneh imeli še njihovo kvaliteto dodatno na igrišču. V četrtek 12. septembra Muro čaka zaostalo srečanje z Domžalami, na vrsti bo še 3. zaporedno gostovanje. Izredno težko gostovanje, izredno težek nasprotnik, že zaradi dejstva, da jim ne gre vse po načrtih tako, kot so si želeli. Z naše strani pa priprava na tekmo popolnoma normalna. Prvo se zelo dobro spočiti, tako fizično kot psihično, maksimalno oddelati to reprezentančno pauzo in se usmeriti v naslednjega nasprotnika. Tekma z Aluminijem je bila sploh prva v letošnji sezoni, na kateri črno-beli niso uspeli doseči zadetka. Osnovna šola je za razliko od vrtca obvezna in brezplačna, toda kljub eni položnici za starše, manj pa vse ni čisto zastonj. Preverili samo, koliko v povprečju stanejo šolske potrebščine za prvošolce v letošnjem šolskem letu. Slovenske osnovne šole bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo približno 187.500 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prvič prestopilo 20.840 učencev. V pomurski statistični regiji imamo 38 osnovnih šol in vsaka od njih pred začetkom šolskega leta objavi sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za prihajajoče šolsko leto. Pri teh seznamih so sicer določena odstopanja. Gre za potrebščine, kot so zvezki, svinčniki, flomastri, pa seveda tudi torbe, peresnice, šolski copati in drugo, kar je potrebno za vstop v 1. razred osnovne šole. Preverili smo objavljene sezname murskosoboških osnovnih šol in ugotovili, da ima najbolj razširjen seznam osnovna šola 1 Murska Sobota, ki smo ga tudi uporabili za vzorčen primer izračuna stroškov. Ugotovili smo, da povprečen strošek za nakup šolskih potrebščin preseže 100 evrov, odvisno pa je seveda od finančne zmogljivosti in pripravljenosti staršev, kako globoko so pripravljeni seči v žep. Cene večine potrebščin so, kot so zvezki, ovitki, mape, radirke, šilčki, kolaž papir, svinčniki in podobno, se gibljajo med 1 in 3 evri. Večji vložek pa predstavljajo nakup barvic, flomastrov, voščenk, peresnice, šolskih copat in predvsem šolske torbe. Ravno nakup šolske torbe je namreč največji finančni zalogaj, saj se cene gibljajo od 30 pa vse do 180 evrov. Lendava je z Budimpešto podpisala sporazum o pobratenju, ki predstavlja nadgradnjo dosedanjega sodelovanja. Podporo prizadevanjem Lendave pri kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture 2025 sta uradno izrekli tudi krovni organizaciji zamejskih Slovencev na Madžarskem ter avstrijsko mesto Bad Radkersburg. Poglejmo si, kaj je ob tem povedal župan Janez Madjar. Uvod v dopoldansko konferenco sem končal s stavkom, da kdor ima pametne zaveznike, ima dobre prijatelje, je vedno na dobri poti. In z vami, spoštovani zavezniki in prijatelji iz Bad Radkersburga, Porabja, Budimpešte, je to še posebno toplo in slovesno. Podpirate nas v naših prizadevanjih na naši poti kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 in nam podajate roko pobratenja, kar je za nas izjemna čast in zadovoljstvo. Naveza z avstrijskim Bad Radkersburgom je novejša in je nastala na našo podbudo. Vi, spoštovani partnerji, pa ste jo toplo in naravno sprejeli ter pristopili k partnerstvu in podprli naša prizadevanja pri kandidaturi Lendave za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Prav tako so se temu prijazno odzvali naši stari prijatelji iz Porabja, s katerimi v vseh teh desetletjih tvorno sodelujemo predvsem na področju kulture in umetnosti, kar bomo sedaj nadgradili in oplemenitili. Vesel sem, da so z nami danes tudi naši partnerji, ki so svojo podporo projektu kandidature Evropske prestolnice kulture 2025
izrazili že lansko leto. Verjamem, da je naša skupna zgodba in pot preobrazbe, na katero stopamo skozi kandidaturo, prava in zmagovalna, saj Evropi ponujamo tisto, kar je v tem času res pomembno, odprtost in kulturo sožitja. Še posebej me veseli nadgradnja sodelovanja z Budimpešto in sodelovanja z gospodom županom Ištvanom Torlušem, s katerim sva na Dunajskem družabnem dogodku na pobudo gospe Ksenije Škrilec navezala pristen prijateljski stik in ki je dal pobudo za pobratenje dveh različnih velikih mest, a z enako velikim srcem. Dragi partnerji, zavezniki, podporniki, predvsem pa prijatelji, res iskrena hvala za vaše zaupanje. Danes so šolarke in šolarji zakorakali v novo šolsko leto. Besede podpore in spodbude pa jim je ob tem namenil tudi predsednik države Borut Pahor. Poglejmo. Predvajana vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za starše ali skrbnike, zato je zanje priporočljiv ogled pod nadzorom njihovih otrok. Drage učenke in učenci, velja neko splošno strinjanje, da šola ni nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi otroku. In vendar v času šole spoznamo veliko prijateljev, sem in tja se vname kakšna šolska ljubezen in tako naprej. Predvsem pa se v šoli ogromno naučimo. Zato vas ob začetku novega šolskega leta vabim, da sprejemate nova znanja za odprto glavo. Predvsem pa, da o vsem razmišljate s svojo glavo. Srečno. To zdaj ne vem, kaj bi rekel. Še enkrat. Teče? Mislim, da je to. Na Sobota Info razkrivajo, kdo sta Pomurca, ki bosta letos tekmovala v resničnostnem šovu Kmetija. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri dopoldne bo dež povsod ponehal, od severa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma oblačen pa tudi deževen dan s temperaturami okoli 28 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko namerili 24, v Radencih in Murski Soboti 25, v Lendavi pa 6 stopinjo več. Jutri dopoldne bo dež povsod ponehal, od severa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru, od 13 do 14, čez dan pa od 24 do 25 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 9 do 13, čez dan pa od 21 do 25 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.